pozdravljeni. Ja, hvala. Najprej mogoče si vzameva malenkost časa, da vas spoznamo. Kdo torej ste? Ja, jaz sem Andrej Muren, rojen sem leta 1953. Sem že upokojenec, 5 let bo zdaj. Vsega skupaj sem uspel narediti 42 let delovne dobe. Po izobrazbi sem diplomirani strojni inženir, naredil sem pa tudi znanstveni magisterij iz poslovodenja in organizacije Smer finance. In kandidatura za poslanca, kako to, da ste se odločili, je bila težka odločitev? Sploh ne. Jaz sem v življenju že enkrat bil poslanec, in sicer v tisti dani prvi trodomni skupščini. Potem sem bil dvakrat še mestni svetnik v Ljubljani, potem je nekako nastal tak premor, zdaj pa sem prišel v pokoj, imam pa še več časa, sem pa rekel, da še za slovo bi človek lahko še enkrat kandidiral, pa mogoče uspel narediti tisto, kar takrat nam ni še ni uspelo. Pa tudi tako, ne, v 35 letih, kar imamo zdaj samostojno državo, ne, verjetno stanje danes ni takšno, kot ste si ga tudi vi, politiki, takrat predstavljali, da bo, ko se bo Slovenija osamosvojila. Ja, dejansko, v bistvu takrat, ko smo naredili državo, ko smo zmagali kot Demos na volitvah, potem uspeli s osamosvojitvijo in s mednarodnim priznanjem, smo pač mislili, zdaj smo pa kot država na konju, pridružili se bomo tem ostalim zahodnoevropskim državam. Žal to ni uspelo, to pa ne zato, ker so tisti prvi Demosovi vladi hmalo sledile leve vlade in so bile praktično samo še leve vlade tukaj do sedaj in je šlo z njimi čedalje na slabše. Od ene na druge. In zdaj smo zelo daleč oddaljeni, tako da lahko rečemo, zdaj sicer smo samostojni, nismo pa še osvobojeni. To pa recimo računamo, da bomo naredili v sedanjem mandatu, če bomo zmagali. Ja, to, kar ste zdaj omenili, ne, tudi predsednik stranke, gospod Janša, večkrat pokaže ta graf, ne, 13% časa je Slovenijo vodila samo desno-sredinske vlade, na koncu pa še vedno, verjetno tudi vi zdaj, ko hodite po terenu, slišite, pa sej so vsi isti. Ja, to je običajno. To je običajno in tudi ta leva opcija to spodbuja tako mišljenje, da bi pač ne bi bilo treba narediti spremembe, saj so te ne bili vajeni, pa nekaj te ostanejo. Čeprav še daleč niso vsi isti, ne, to vsi vemo. Isti so lahko štanceni izdelki, oziroma enaki, niti ne isti, ne. Zdaj, mogoče se dotakneva še vašega okraja. Kje kandidirate, se pravi, kateri Ljubljančani bojo imeli vaše ime na volilnih listah? Aha, kar po vrsti, torej Trnovo, potem je Rudnik, Rakova Jelša, Zeleni Log pa Lavrica. In kaj recimo je v teh okoliših tisto, kar vi recimo vidite kot zelo veliko težavo, ki bi jo kot poslanec lahko izpostavili in tudi uspešno rešili? Ja, recimo urejenost okolja bi bilo mogoče lahko lepša tam dol, potem imajo pa nekako specifične probleme, zdravstveni dom bi morali narediti novega, pa je že vse nekaj baje dogovorjeno, pa se še ni premaknili. Potem predlagajo, da bi naredili dol pri Leclercu dodatno železniško postajo, ker precej ljudi hodi z ene in druge strani, bi se tam lahko ustavili, kar bi promet precej olajšalo. Pa še nekaj omenjajo, se neki krajani pritožujejo dol na Barju, menda hoče Janković narediti en protipoplavni betonski zid, ki mu pa krajani zelo nasprotujejo, ker bi bil to velik poseg v okolje. Bi bilo veliko bolj, da bi tam sčistili kanale in uredili od vodotoke rek, ki tam tečejo. Zdaj veliko se govori o tem, pa dejansko verjetno tudi drži, da je pravzaprav Zoran Janković tisti, ki vsaj zadnja leta usmerja delovanje aktualnega predsednika vlade kot nekakšen njegov, pa ne bom zdaj rekla boter, ker se bo mogoče slišalo napačno, ampak kaj vi menite o tem odnosu? Ja, se mi zdi, da je precej v tem, ker je, če drugega je Janković veliko bolj izkušen od Goloba, tudi starejši je, in dejansko verjetno je to res, da nekako to vpliva na enega, tudi ima verjetno v tisti partijski hierarhiji ali pa strukturi, če tako rečemo, lahko višji rang, višjo vlogo, pomembnejšo vlogo. Kako pa ga ocenjujete sicer kot župana? Zdaj vemo, v aktualnem mandatu državnega zbora je poslanka SD-ja Sanja Bah Žibert vodila precej uspešno preiskovalno komisijo, sicer poročilo ni bilo sprejeto, pa vendarle se je izkazalo, kaj vse je šlo narobe pri temu izsiljenemu kanalu C0. Ja, to je tako, če gremo Jankovića čisto kot celoto, recimo vseh njegovih 20 let, bomo rekli, da v primeri s predhodniki je naredil dosti, ampak njegov tisto
kar je naredil, je omejeno predvsem na Ljubljana center, na ožji krog, zunaj je precej neurejeno ostalo, menda je zelo dozdolžil Ljubljano, da je do vratu v dolgovih, veliko stvari se pa ni delalo preprosto pošteno. To pa vemo, da je tako dela recimo in temu dela presekati, to ne gre nekako tako naprej. Mislim, da bomo naslednji župan velike probleme, predvsem z odplačevanjem dolgov, pa tudi ta kanal, to je absolutno nevarno, to je škodljivo, ne samo za Ljubljano, sploh za to celotno ljubljansko kotlino, ker gre preko vodonosnika. In to ne more biti dobro, to bi bilo treba presekati. Ja, saj niso poslušali nobene stroke, ne? Saj ni problem, zdaj niso to obtožbe samo Slovenske demokratske stranke, opozarjali so zdravniki, opozarjali so kmetje, opozorila so prišla iz 1001 naslova, ne? Tako, ja. Zdaj, v državnem zboru, če boste izvoljeni kot poslanec, seveda omenila sva že to lokalno problematiko, katera so tista področja, recimo, zdaj, če greva samo po področjih, kjer bi se vi nekako najbolj angažirali, kjer so vaša področja? Ja, recimo, sigurno gospodarstvo, finance, pa tudi obramba me nasplošno zelo zanima. Tako, gospodarstvo bi bilo treba narediti nekaj podobnega, svobodno. Moj ideal, recimo, z takega manjše države z dobrim delujočim gospodarstvom je Singapur, kjer je taka velika liberalizacija, velika svoboda, odprto je tudi dežela, odprta gospodarsko, odprta. Finance sem zato, ker je treba voditi zelo tako restriktivno finančno politiko proti temu zadolževanju, ki ga je treba nekoč dolgove odplačati, vrniti oziroma prevaliti na potomce, kar ni pošteno. Kar se pa tiče obrambe, pa tako, slovenska vojska je skoraj povsem razpadla pod temi vrednimi vlagami. Nekoč so govorili, da bo treba imeti eno lahko brigado, ki sicer to potem se da razpravljati, ampak zdaj pa ne spamo niti enega bataljona, ne. Pa vemo, v kakšnih časih živimo, ne? Ja, pa vemo, v kakšnih časih živimo, tako. Zdaj, kar se tiče gospodarstva, bi mogoče omenila še to, ne, zdaj tudi gospodarstveniki oziroma podjetniki so eni tistih, ki jih je aktualna vlada z predsednikom vlade, pa tudi z Levico, ne, na čelu nekako postavlja kot razredne sovražnike. Ja, to je mantra leve opcije, dejansko so pa podjetniki tisti, ki vodijo razvoj, ki vodijo gospodarstvo naprej in ki dajejo iniciative in pobude. Pa še eno temo moramo omeniti, ne, to je pa pač to razpadlo zdravstvo, ne, in zdravniki so pa še ena kategorija, ne, razrednih sovražnikov aktualne vlade. Čeprav bi rekel, da je ta zdravstvo je pri nas najbolj aktualna tema, ker se tiče čisto vsakega človeka, še posebej starejšega, kot sem recimo jaz, ne, in seveda, urediti je treba pa tako, da bo zdravnik dostopen vsakemu. In lahko bi mi samo vzeli modele, ki so v Evropi uspešni, gremo samo na severno stran Karavank, pa pogledamo, kako je na Avstriji, tam v avstrijskem in je tam je čisto v redu in deluje stvar, imajo javno zdravstvo in imajo poleg tega zasebno zdravstvo. Ja, seveda ni enako, ne, državno in javno zdravstvo. Ampak bi rekel tako nekako, vsi ljudje lahko pridejo tudi k zasebnemu zdravniku. Pri nas tega ni, pri nas pridete k koncesionarju, zasebnemu pa ne. Zakaj je to razlika? To ni nobenega smisla v tem. Plačujemo vsi, plačati moramo, potem pa ne moramo še enkrat plačati, če hočemo iti k zdravniku. Pa mogoče če še to poudarva, ne, zdaj leva opcija ves čas govori, da smo mi tisti, ki nekako želimo amerikanizirati zdravstvo. To nikako ne drži, kot ste dejali, ne, če želimo potem germanizirati. Germanizirati, tako ta prava reč, ja. Čeprav pravijo tudi v Ameriki, tisti, ki plačuje zavarovalnico, ima tudi dostop do zdravstva. In to je zelo hitro, ne tako kot pri nas, ki so dolge čakalne vrste. Pri nas so pa dvignili, rekli so, da bojo ukinili, ne, prostovoljni zdravstveni prispevek, pa so ga naredili za obveznega. Takrat so ga ukinjali zato, da zavarovalnice ne bodo dvigovali tega prispevka, da so ga že dvakrat dvignili, ne, mislim. Pa še zavarovalnice so morali plačati odškodnino, ker so naredili škodo. In če bi imeli konkurenco zavarovalnic, bi tudi cene storitev se znižale. In zasebni zdravnik zagotovo ne bo nabavljal materialov po 4-kratni evropski ceni, kot to dela današnje državne bolnice, ZZS in pa drži potem štango, kot se temu reče po domače. Zdaj, glede na to, da ste tudi vi sami že upokojenec, se bova dotaknila še te teme.
Tudi 1001 davek so dobili, ne? Poleg že omenjenega tega prispevka obveznega za zdravstveno zavarovanje, prispevek za dolgotrajno oskrbo, zvišal se je prispevek za RTV, ki je tudi eden izmed obveznih prispevkov. Kakšen je danes položaj upokojencev? Ja, položaj večine upokojencev je relativno slab. No, če drugega ne že zato, ker je v zadnjih letih inflacija krepko prehitevala rast pokojnin. Jaz sem za sebe recimo ocenil, da sem približno zdaj po 4 letih Golobove vladavine nekako svojo pokojnino lahko kupim 30% manj kruha, kot sem ga pred 4 leti. To je po moje zelo povedno. Ja, seveda. In zdaj si predstavljamo tiste upokojence, ki živijo, ogromna številka teh upokojencev je, ki živijo pod tem izračunanim pragom življenjskih stroškov. Ne? Kaj bi sporočili vsem, ki bodo na glasovnici 22. marca videli vaše ime? Zakaj naj izberejo vas? Zato, ker se bom zavzemal za njihovo dobrobit, za njihove koristi, deloval bom pošteno in pač po svoji najboljši možnosti. In mislim, da se bom tudi obračal oziroma naslavljal na prave probleme, ki žulijo običajnega človeka. Številka, ki bo stala ob imenu vašem in Slovenske demokratske stranke, pa je? Je pa 11. Torej še enkrat številka 11, magister Andrej Moren, Slovenska demokratska stranka. Najlepša hvala. Ja, hvala tudi vam.